Predolgo časa smo čakali na ta dan, ki pa istočasno predstavlja veliko upanje, da prihaja tudi v Slovenijo čas čistih računov in tudi možnosti za optimistične razvojne ambicije, ki jih imamo tako gospodarstvo kot celotna Slovenija. Je pa res, da je sanacija bančnega sistema samo prvi, nujni korak, da pa moramo sedaj, kot pravimo, zavihati rokave, zato da bomo ponovno zagnali gospodarstvo, da bomo našli zdrave in nove lastnike za slovenski bančni sistem in predvsem, da bomo sanirali tudi prezadolženo in podkapitalizirano gospodarstvo, bodisi z novimi lastniki ali pa tako, da ga bomo tudi dodatno privatizirali. Sedaj, ko smo pa opravili to, recimo ta prvi korak, da smo ugotovili, kolikšna je luknja, sedaj, ko upam, da bomo izpeljali tudi ostale ukrepe, se pravi razdolževanje gospodarstva, prestrukturiranje, potem tudi nove investicije, pa mislim, da je čas tudi, da se po sodni poti ugotovi za krivdo za nastalo situacijo. Kar se tiče cene, v tem trenutku že imamo informacije, da so se trgi na današnje ukrepe pozitivno odzvali in so obrestne mere padle. Istočasno pa pričakujemo, da bo kreditni krč odpravljen na en zdrav tržen način. To pomeni, da podjetje, ki je prezadolženo, preden ne bo finančno prestrukturiranje tega podjetja zaključeno, seveda ne sme dobiti nekih novih sredstev, ker bi to ponovno pomenilo, da bomo čez nekaj časa potrebovali novo bančno sanacijo. Zato pravimo, da je to nujen korak, ni pa zadosten in brez tega finančnega prestrukturiranja najbrž novega gospodarskega razvoja ne bo, kar pomeni, da nas ključne domače naloge še čakajo. Mi imamo informacije in analize, tudi ankete, ki smo jih opravili, da lahko napovedujemo z veliko zanesljivostjo, da bo v prvem polletju naslednjega leta še recesija v Sloveniji, kajti ti procesi, ki jih imamo za nujne, bodo trajali nekaj časa. In imamo istočasno informacije in napovedi iz kar precejšnjega dela slovenskega gospodarstva, predvsem iz izvoznega, da bi lahko, ukolikor bodo ti ukrepi prijeli, da ne bo več kreditnega krča, v drugi polovici naslednjega leta že beležili gospodarsko rast.